The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. Še en kolesarski čvek, danes je pa z mano en prav poseben gost in tega, ki ga je mi en naš poslušalec v bistvu svetoval, da naj pokličem, da se zmeniva. Itak takoj mi je bil top izbira, tako da Rok Bukovec je maser pri Uno X-u. Zdaj že koliko časa? 5., 6. sezono. Madonna. Mislim, 2021 je bila začetna sezona, se pravi 21, 22, 23, 24, 25, 5. sezono sem zaključil. Ja. Bravo. Ja. Kako ti pa je, kar štartala Orang, kako ti pa je ta del v tujini, koliko časa si, ti si več kot pol leta najbrž si... Mečkan, mi imamo pogodbe tam med 140 in 160 dni. Okay. Leto sem naredil 150 dni, z Uno X-om plus 14 dni reprezentance, tako da je bilo kar veliko, ja, pol leta skoraj odsotnosti. Kaj ne rečem? Vsak let grem težje od doma, no, tako bom rekel. Okay. Vsak let težje. A pa drugače si bil tak človek, da je ful rad tako potoval, pa to, ali si bolj tak, da si se bolj doma razdržal? Ne vem, 10 let nazaj, ko sem s tem začenal, sem imel normalno službo, ne. Delal sem da ne bomo reklame delali v ljubljanskem farmacevtskem podjetju. Okay. Potem smo začeli delati v 3 izmenah, smo šli na 3 izmene, tako da je bila taka šihtarska varianta, ne. Nočne, to me je ubijalo. V glavnem, to ni bilo to. Vedel sem, da to ni moja prihodnost, da nisem se videl v tem, po noč me je ubijal delati. Pa sem pa naredil tečaj za maserja. V bistvu sem tečaj za maserja že prej naredil, no? Že ko sem delal, ko sem imel normalno službo, sem že naredil tečaj za maserja. Ampak nikoli pa ni bil to nek cilj, da zdaj pa hočem biti maser v kolesarski ekipi. Tako da ja, načeloma ni bil to nek plan, nisem tudi prej nekaj potoval, in pa sem se znajdel tukaj, evo. To mi je zdaj ful zanimivo, ko si to rekel, ko vem, da ima skupnega prijatelja, ko sta videla sodelavca, ko on je pa isto, ne, on je bil pa kriminalist, pa je pol začel, mu isto ni bilo več in je začel pač delati ta izpit za maserja. In kje je ideja to, da glih za maserja? Jaz, ki pač menedžeri dal pol te zvezke, ker sem bolj tudi nekaj razmišljal, pismo, ko pa če bi jaz tudi to probil, ne? Sicer jaz sem čisto iz napačnih razlogov hotel biti maser. Nočem vedeti. No, in sem začel se to učiti in to je meni bilo... Mogoče ti je Jerry napačne knjige prinesel. Se po mojem še zdaj nisem vrnil, ampak to so bili taki izrazi, to je bilo toliko zakompliciran, da za moje možgane, ki so bolj na matematiko, mi Uno ni bilo čisto nič všeč. Ma ne, pa sej v bistvu, dobro, ko se začneš enkrat učiti, sestavo mišic tega, vse se navadiš, veš, vse grejo izrazi čez. Ampak načeloma na začetku tega niti naravaš toliko, no. Važno, da imaš ti, ne vem, nek feeling, da začutiš, človeka, mišico, ne vem. Meni se zdi, da pač to imaš ali pa nimaš, no. Sam, koliko pa ta grif pol pride še z leti? Ja, pride, sej načeloma, kad ti tok pa tok teles daš čez roke, mislim, to se zdaj ni najbolj slišal, no, ampak... Se sem hotel reči, si se dobro pohvalil. Kad tok pa tok različnih mišic držiš, gnetaš, masiraš, že dobiš malo feelinga, no. Gre z leti tudi, pač rutina, ne. Čakaj, kako si pa pol, se pravi, iz unga, ki si delal v farmacevtski industriji, kako si pol prišel do profi ekipe? To ima pa malo moja žena zasluge za to.
V bistvu je bilo tako, ko sem praznoval 30. rojstni dan, mi je žena kupila specialko. In jaz sem včasih tudi treniral kolesarstvo, ne? Ampak to do juniorjev sem dirkal. V Ljubljani? Ja, v Rogu. V Rogu sem bil, Miro Miškolin je bil moj trener. Tako da sem pač nehal na nek tak, bom rekel, pubertetniški način, pa se mi je zdelo, da nikoli ta zgodba ni bila nekako zaključena, ne. Pol je pa, pol mi je pa žena za 30. rojstni dan kupila specialko in je organizirala, se pravi poklicala prijatelje, ko smo včasih skupaj trenirali, da so mi oni ta kolo pripeljali kot presenečenje, ne. Jaz pač teh fantov nisem videl takrat 10 več let, ne. V glavnem so oni meni pripeljali ta kolo. Med drugim je bil med temi kolegi bil tudi Boštjan Kavčnik, ne, mehanik v AE-u. In je, kako že v bistvu bilo, pač beseda dala besedo, potem je pa žena vprašala Boštjana, če rabijo kakšnega maserja v Rogu. In je on rekel, zdaj glih imamo enega fanta, ampak daj te pokličem, če bomo kaj rabili. In je res, kaj pa jaz vem, morebiti en mesec zatem je klical, da rabijo enega maserja, da njihov maser je nekaj zbolel ali da nekaj ne more. Sem rekel, kdaj se gre? Ja, sobota, nedelja, gremo v Italijo. Sem rekel, super, še dopusta ne rabim vzeti. Evo, in tako sem pol začel. Potem sem bil v Rogu nekaj časa, let 2. Tako, ja. Pa si pa iz Roga si šel direkt v X, si v bistvu sem pol malo kot freelance bil, ne vem, malo z avstrijsko ekipo, kva so bili Felbermajer, pol sem bil v Švicari, Swiss Racing Academy, sem z njimi hodil to, ki je danes Tudor, ne, Kančelara je imel takrat še Conti ekipo. Z Adrijo sem enkrat šel, tudi na dirko smo šli. Tako da ja, v bistvu par takih ekip sem spoznal. Potem sem pa poslal svoj CV Uno X. Sem šel tja na probo in sem ostal. A pa si delal za Swiss Racing Academy, ne? Ja, tako. A Kančelaro si spoznal kdaj? Ja, seveda. In kako je to, kot tazga, pač on je pa, ne vem, v kolesarskem svetu je za vse, ki spremljamo to že nekaj cajta, je ja, bog skorda, ne? Ja, sej tudi taka pojava, veš, pač ima karizmo, ne. Ja, nič, spoznal sem ga, ko smo šli na trening camp, je prišel pač za 3-4 dni je prišel dol, s fanti 2-3 treninge naredil, da so se malo zapalali skupaj. Mi smo malo podebatirali, tako super možakar, super oseba. Pol sem mu še, ker je, se pravi, žena moja, tudi njegova fenica, ne, sem ga prosil, če bi lahko še en video naredil za njen rojsten dan, tako da je rekel, itak ni problema, da je pol, ne vem, 1 minuto dolg posnetek naredil, sem ga pol poslal za rojsten dan, tako da super človek, super izkušnja. Ok, greja zdaj malo nazaj še. Zdajle, ko je off-season, koliko časa imaš pa v bistvu frej, tako po koncu sezone, koliko časa ti ponavlja dajo frej? Mesec, 2? Ja, načeloma bi jaz mogel biti frej od 15. oktobra. Od 15. oktobra do 15. januarja grem na trening camp, ja, na Majorko. Ampak sem vmes mogel iti sem šel v Sierra Nevado za 14 dni, smo šli že novembra gor na višinski trening camp. To je bil tudi Jerry, ne? Tudi Jerry je bil, ja. Smo se zamenjali, ja. To je bil tudi Jerry, mislim, da je glih 2 dni nazaj domov prišel.
3 mesece, nekje 2 meseca bi mogel biti fraj. No. 2 meseca bi mogel biti fraj. Tako da načeloma zdaj po tem trening campu bom fraj mesec pa pol doma. Kako pa je, rečemo, na teh trening campih, a imaš, ne vem, jaz si tako predstavljam, da na en plac greš vedno rad nazaj, pa so pa kakšne destinacije, ki pa tako oši, zdaj moram pa spet tja iti. Ja, no to je Sierra Nevada, ena izmed takih. Zaradi tega, ker je mrzel še? Ali? Ma ne, pa, a veš, gor si, ne vem, mene recimo višina ubija. Jaz, ne vem, ta prvih 5 dni sem jaz, kada sem mrtvak, a ne. Mrtev, težko dihati. Mislim, to so načeloma čist normalni pojavi, ampak se mi zdi, da pri meni je to še toliko bolj izrazit, ker ne vem, očitno pač moje telo ne funkcionira na višini toliko dobro, ne. To je prva stvar. Druga stvar je, zdaj je bila... Pa nič ni gor, ne? Nič ni gor. To je to. A veš, jaz sem mogoče za kolesarja ali pa za gorskega tekača imam malo preveč zaloge okrog pasu, ne? Poznam to. Tako da načeloma tudi težko karkoli delaš, no. Zdaj polet, ko sem si kolo sabo pelem, pa se lahko s kolesom malo vozim, takrat, ko so fantje na treningu, nimaš kaj za početi gor, no. A veš, zjutraj fante prištimaš, da grejo oni na trening, bidone prištimaš, avtomobile pripraviš, vse, kar rabijo, oni ob 10 grejo in se ob 5 popoldne vrnejo. Do takrat spati fraj, ne. A veš, nimaš kaj za početi. Zdaj smo hodili dol na kavico v mesto, v vas, je, ne vem, 3/4 ure do dol, pa 3/4 ure nazaj, a ne, pa 1 uro si tam, a ne, pa imaš pol še zmeraj 4 ure fraj. Tako da grem tam se pravi, tudi nek center imajo gor, z atletsko stezo, fitness, bazen je gor, tako da grem je laufati, zato ker je to edini raven plac, ki je tam, ampak več kot pol ure tudi ne morem, ker je težko, ne. Tako da ja, načeloma... Zdaj sva šla čez ta najslabši plac, ko pa kjeri, ki so pa tako ti ful všeč. Ja, trening campi so recimo ob morju, tisti, ki so, ne, Alicante, Benidorm, Calpe, to je recimo zdajle zelo aktualno, zato ker je lepo vreme, ne vem, si dol decembra, januarja, je 15-16 stopinj, a ne, je lušten, imaš kaj za delati, greš, a ne, lahko, ne vem, na obali sediš, piješ kavico, ne vem, pomarančen sok, sveže stisnen pomaranč iz Španije in tako naprej, ne. Tako da to je malo bolj lušten, no. Se pravi, vi ste bolj na celini bili skozi, ste tudi šli kdaj na Kanarce na priprave? A veš, kako je? To je, jaz mislim, da imajo pač ekipe neke dogovore z hoteli. Naši fantje vem, da hodijo na Gran Canarijo, ampak tako v privat, se pravi, privat hodijo dol, ne, trenirati, drugače pa načeloma Tenerife, Gran Canaria, da bi imela prav ekipo organiziran dol. Ne, zaradi tega, ker je, jaz mislim, da logistično je ful lažje, da prideš ti jug Španije, ki je isto lepo vreme, lepe ceste, veliko klancev za trenirati, tako da naši hodijo v bistvu ta del tukaj skozi, a ne. Okay. Kdaj si ti pa začnejo, rečemo za 2026, na kje, že veš na kje, mislim, imate ful prej že pripravljen plan? Ja, jaz sem, se pravi, 14 dni nazaj smo dobili plan do konca leta. Okay. Ja. In kakšne klasike ta glavne greš tudi? Ja, se pravi, začnem Majorka, trening camp, potem Oman, se pravi dirka po Omanu, mislim, da je še enodnevna dirka prej, Muscat Challenge, nekaj tazga je enodnevna dirka, pa potem dirka po Omanu, potem delam klasike, mislim, da je E3, Gent-Wevelgem, vrata Flandrije pa Flandrijo, po Flandriji grem domov, pa sem pa malo frej vmes, Giro, pridem domov, sprav Giro je en mesec, pridem domov,
Mislim, da je, ja, ne, polema, mislim, da Copenhagen Challenge, norveško državno prvenstvo, potem sredi julija grem spet na Sierra Nevada na višino za 3 tedne, trening camp višinski že za Vuelto, Okay. potem pa Kanada, Kanada, ostanem v Kanadi za svetovno prvenstvo, letimo nazaj, mislim, da bo tudi evropsko prvenstvo, pa potem imam še Guangxi, za finiš imam pa še Kitajsko. Ti nimajo najrajš, pa se te štja poslati. Ja, veš, da to je bila prva stvar, ki sem pomislil, ko sem program dol, sem rekel, no evo, pa sem tam, kjer moram biti, ne? Ej, a pa ti od kakšnih teh derk tako, koliko tega vzdušja pa to na derki sploh vi začutite, ne vem, kaj ste spremljevalci? Misliš vzdušje? Mislim, tako ob progi, ki, ne vem, kaj si predstavljam, Flandrija tam mora biti divje Ja, na veš derki. kako, se pravi za klasike, naša ekipa prav najame vsako leto neko hišo, za, ne vem, za 30 ljudi, a ne, zaradi tega, ker se malo se kolesarji menja, malo se staff menja, in je pač en mesec smo tam, a ne. Lansko leto oziroma letošnjo leto, no, sem isto vse klasike delal do Roubaxa, pa v Belgiji meni lušten za laufati, zato ker je sama ravnina, ne. Vidiš, recimo pred Flandrijo, en dan pred Flandrijo sem šel tudi na kolo, sva šla z našim bus driverjem, sva se šla malo pelat. To je, lej, meni gre zdaj že kar, zdaj mi grejo kocine po koncu noro, res, zato ker to tam ljudje že s kemperji so že en teden prej tam, ne. In to je 1000 kemperjev tam, že en teden prej, a ne. Gor, ne vem, na Quaremont, te, a ne, znani klanci. Lej, na Quaremontu že en dan prej nisi videl frej prostora, ker je kemperji, ljudje, kolesari, to je noro. Tako da, ampak to je Flandrija, ne? To je pač to so klasike, potem recimo Tour se mogoče lahko še primerja s tem, a ne, na Touru vidiš Ti zaključni vzponi najbrž, ne? noro, vse ostalo pa pač. Ja, najbrž je tam še, po moje na Vuelti, kaj je po Baski, una etapa, kaj je takrat, kaj je Bastille Day, ne, tam mora biti tudi najbrž divje. Ja, sej, kdaj se je v Baski začel Tour? 2 let nazaj, ne? 2023. Ja, 2023 smo bili v Bilbao, ne? 3-4 etape tam po Baski, to je, lej, noro, gor. Čakaj, omenil si, da si se po Flandriji, da si se šel zapeljati en dan prej s kolesom. Ja. Kakšne so to kocke? To je tako, kar na Tromostovju pri nas, ali je bolj razrukan? Quaremont je kar v redu, no, se da pelati, ampak če se ti, ne vem, če si že prej 50 km bil po kockah, pa 5 ur si že na kolesu, je ti zruka, ne. Dobro, jaz sem se enkrat zapeljal čez, pričakoval sem, da bom mogoče malo bolj strm, a ne, ker zdaj sem prvič bil, ampak, lej, boli vsem. Jaz ti čisto verjamem, ker se mi zdi, da že ko se zapelješ kleki po Ljubljani po kockah, pa je sam, ne vem, 50 metrov, pa te trese, tako da si ne predstavljam, kako je pol, ko moraš pritiskati na polno, pa kroge še delajo. Pa pol, ko ostaneš, ne smeš, če ostaneš, pa ti začne ta zadnjo kolo, ti začne malo spodrsavati, ker je, a veš, ker tam je načeloma, ker sem se jaz peljal, ni bilo toliko mokro, no, se pravi, se je dal peljati gor, ampak vseeno jaz, mislim, lej, kapo dol vsem fantom, no, ko gre to čez, pa da v bistvu po 5 urah, ne vem, da lahko še sploh, ne vem, kakšne vate to obračajo tam čez, ampak...
Še Noro. nekaj mi bo, fule govora o nevarnosti, se pravi zdaj teh novodobnih dirkah. Pa glih pri teh klasikah, ne, se mi zdi, da so ceste, ne vem, kaj si vozil, se zdijo tako, meni po TV-ju se zdijo ful ozke. In pol to, ko preletijo tja noter, ta gruča, ne vem, 150 kolesarjev, ne vem, se mi zdi kar borba. Ja, itak je, ne. Borba je v bistvu že pred vstopom, ne, recimo na tlakovan del ali pa ne vem, na ozke dele. Se veš, to imajo zdaj, vse ekipe imajo veloviewer, čeprav jaz mislim tukaj na klasikah je večina športnih direktorjev te vstope pa to pozna na pamet. Tako da je borba pred vstopom itak, a ne, ampak je pa pol ožje še zaradi tega, ker je toliko ljudi gor, a ne. Pa se ti zdi tako, da so ceste, da so, kamen, ne vem, mi, ki smo bili na Nizozemskem, pa en del Belgije, tam so se meni ceste zdele tako, greš na kakšno vas, avtomatsko tako glih za en avto, pa se ti mora že odmakniti, tako da Ja, sej tako je, ja. Sej tako približanje, te, bom rekel, polske poti, ki se oni vozijo, ne. Lej, jaz mislim, da en naš kolesar je rekel, da kolesarstvo ni wellness, ne. Tako da jaz bi se z njim strinjal. Ne vem kva, v bistvu ne vem, kaj naj ti rečem, zato ker jaz mislim za vse isto, vsi vejo, kam grejo, najbrž organizatorji bi kaj lahko naredili bolj varno, ne. Mogoče tukaj pač... Ne, se veš kaj, mogoče sem narobe zastavil vprašanje, bolj me zanima ta tvoj občutek, tako mi, ki se po Sloveniji vozimo, ne, se mi zdi, da tudi, ko greš čez vas čez, nimaš tega občutka, da je pa zdaj, ne vem, neka cesta ful ozka, razen če greš res po nekih stranskih ali pa kaj sem kje, ne. Tkle pa se mi zdi, da pa res derkajo, ne vem, kje se mi zdi, da že tako, že za en avto, da gre glih komi po uni cesti gor. Ja. In se mi zdi, da se kar naenkrat, da se pač kar zožajo te ceste, sploh na teh klasikah se pravi v Belgiji. Ja, v bistvu je tudi veliko v Belgiji in Nizozemskem je veliko teh otočkov, ne. To se mi zdi, meni zdi, da je to najbolj nevarno. Zaradi tega, a ne, ko 150 kolesarjev naenkrat preleti, a veš, 4-5 se jih odmakne, ta šest odzad bo pa nagazil, a ne. Ampak jaz mislim, da pač, tako kot sem rekel, fantje vejo, kje dirkajo, a ne, moraš biti pozoren, moraš biti skozi pač pozoren, a ne. Kako se pa razlikuje, rečemo, logično, del na enodnevni dirki, se pravi na klasiki, pa pol, ko greš na enotedenski, ne vem, predstavljam si, da na enotedenski imaš pol neko rutino, ok, zjutraj naredim tako, popoldan zmasiram, ponovi vajo naslednji dan, zdaj pa kako je pa pri klasikah? Ja, v bistvu... Tudi ekipa je manjša pa pri klasikah, ne? Mislim, ja, 7 kolesarjev je na klasikah, ne, ampak mi jih imamo, ne vem, vedno tam 10-11, ne, kolesarjev, ki se menjajo, se pravi, ne, dirke so, ne vem, mislim, da sreda, nedelja, tako da imaš vmes 3-4 dni vmes frej. Recimo, evo, na klasikah je, ne vem, nedelja dirka, soboto prštimaš, kar se da že prštimati, nedelja zjutraj tudi pač tisti protokol, bidoni za štart, preveriti vse kulerje v avtomobilih, kdo kje feeding, sendviče narediti, tako naprej. Narediš dirko, ukrepna postaja, finiš, gremo nazaj, masaža, pol pa načeloma mi smo tako narejeni, da po dirki pustimo, ne, se pravi po enodnevni dirki, recimo pustimo stvari v avtih, ne pucamo, da se lepo spočiješ, potem naslednje jutro vse z avtom ven, avtomobile spucati, bidone pripraviti za na trening za fante, pripraviti spet avtomobile ki spremljajo fante na treningih, na treningu, pa si pa frej.
Pol pa malo greš laufat, mogoče na kolo, malo počit, ne vem, poležat, fantje pridejo z treninga nazaj, kosilo, masaža, pol je pa že večer. Sprav imaš 2 intervala na dan, zjutraj moraš veliko pripraviti, tako pa še pol. Tako. Okay. Koliko kolesarjev pa rečemo masiraš ne vem, greš na eno tedensko dirko, za koliko kolesarjev ti Načeloma 2. Ja. Okay. Zdaj na eno tedenski dirki smo ponavadi 3 maseri plus osteopat ali fizioterapevt, tako da probamo, da vsak 2 dobi, pa fizioterapevt načeloma, ali pa tudi bus driver, recimo, če ima fizioterapevt veliko dela s kakšnimi poškodbami, ne vem, karkoli, tudi šofer avtobusa lahko kdaj vskoči pa naredi eno masažo. Ne. Tako da načeloma imamo po 2 masaži na dan, ko je etapna dirka. Ne. Mogoče malo čudno vprašanje, ampak drugače se masira vsakega kolesarja ali načeloma imajo vsi radi isto? Ja, ne, nimajo vsi radi isto. Kakšni imajo radi bolj na grobo, Okay. kakšen se pride pa kaj malo bolj ka ne pucrklat, pa malo pogovoriti. Pa lej, dobi v bistvu tisto, kar želi. No. Pa rečemo si celo sezono pol skozi za ene in iste kolesarje skrbiš? Ne. A veš, zato ker se pač program semena, oziroma program semena načeloma, ne vem, zdaj, ko grem, ne vem kam, v Oman, še pa resnico delam vmes, ja, seveda. Recimo, ko delam Oman, bojo po moje drugi kolesari potem na Parisnici. Tako da če se pa že s kakšnim kolesarjem ujameš, ne vem, ali pa on izraz željo, ne vem, hočem, da me Rok masira, ali pa ne vem, hočem, da me Jerry masira, pa se jim ustreže, itak. Ja. Ne, to me bolj zaradi tega zanimalo, ker če ima vsak neke svoje želje, pa je to tako, kot, ne vem, top kolesarji imajo svojega mehanika. Pa če ve, kako ima nastavljen kolo in pri telesu, se mi zdi pa, da bi skorda ne mogel biti na isti princip, ne? Če ti veš, kaj nekomu ustreza, oziroma če ne, se mi zdi pač smisel iz mojega vidika. Ja, se v bistvu imaš prav, ampak jaz mislim, da tukaj lahko kaj pa jaz vem, no. V bistvu lahko enim kolesarjem itak ustreza, ne vem, pač nekdo, ne, v ekipi. Fajn je po moje tudi, ker so, če govoriš isti jezik, ne, to je po moje tudi fajn, ne vem, da si, ko si v tujini, ne, v ekipi, ne vem, da ima slovenskega kolesarja, pa da ima pol Slovenca za maserja. To mislim, da je tudi fajn, se veš, šale so drugačne v tvojem jeziku, dojemanje vsega. Je pa tudi, pač kakšen imaš feeling, kakšen imaš ta dotik, bom rekel. Okay. Enim pač ustreza, ne vem, jaz, enim ustreza Jerry, enim ustreza, ne vem, Johannes, ne vem, Fritz, kdorkoli. Ne, prej si omenil, da vas je, čak si rekel, 6 ali 7 maserjev, da vas je v bistvu 5. 5 Slovencev, ja, 5 Slovencev v ekipi. Pa pol sem mislil tako, da to se direkt porazdeli lahko na kolesarje, in da ima pač vsak skrbi za določeno, da vas probajo tako tudi na dirke pošiljati itd. Ne, to je čisto, pač kakor dobiš dirko, pa kjeri kolesari bojo dirkali, tako da ne vem, kjeri kolesari bojo šli na dirko v Oman, jaz ne vem, pojma nimam. Kaj se ti zdi pa najtežji del tega poklica? Jaz mislim, da moje osebno mnenje je pač ta odsotnost od doma, ne. To je, meni to je najtežji del, no. Tako, jaz imam rad to, kar delam, ne. Rad grem od doma v službo, ampak veliko rajš pa še pridem domov, ne. Veliko rajš se pa domov vrnem. Lej, jaz mislim, da je to najtežji del, no. Je pa dejstvo, to moram še povedati, da ni to delo za vsakega.
definitivno to ni del za vsakega. Se pravi, zdaj jaz mislim, da ti lahko si dober v tem, če to delaš pač srcem in dušo. Zaradi tega, ker imaš ti, ne vem, smo imeli vrhunske fizioterapeute, ne vem, najboljše na svetu so pripeljali, pa pač ne zdrži zaradi tega, ker ne želi toliko biti odsoten, ne vem, ker je dostikrat se v bistvu, ne bom rekel, da je monotono, ampak je pa nek protokol, ki se ga moraš držati, da zadeva funkcionira. Če malo širš pogledaš, pa je v bistvu potem to postane monotono. Bidoni, ukrepna postaja, finiš, masaža, ponovi vajo. Tako da... Ta prvih par mesecev se ti zdi wow, se ful dogaja, pa ko pa enkrat padeš v rutino noter, pa že v bistvu takoj vidiš. Tako. Okay. Da mi povej, klele naju dva po večini gledajo bolj, ne samo rekreativci. Kako pa je, večina si niti ne more privoščiti masaže, tako kot profi. Kaj so pa mogoče kakšne alternative, ki bi lahko svetoval, ali pa mogoče, ne vem, bi svetoval pol masažo, ne vem, 2-krat na mesec, pa proba, ne vem, s čim drugim ostale dni, ker v Sloveniji zdajle kolesarjev, ki trenirajo, jih je pač na rekreativnem nivoju, jih je ful. Tako da mogoče, ne vem, imaš kakšen nasvet, kako se spopasti s temi, da bodo čim bolj sveži vsak dan? Moje mnenje, ali sem lahko iskren, da ne kakšen... Hvala, se to skle. Da ne kakšen hud na mene. Moje mnenje je, da najbolj mi je zanimiv, pri rekreativcih, pri velik rekreativcih, to so bicikli, ne vem, 10 jurjev, 12 jurjev, kakorkoli, 8, a veš, veliko se na detajle gleda, na gramčke. Ne, mi pa nismo taki. Jaz ne, jaz bi mogel kaj drugega najprej izgubiti, da grem pol gledat težo kolesa. Vsi kolesarji bi skoraj da ne mogli izgubiti, ki je kakšen gram, pa rajš damo 500 € za neki na kolesu. No, a veš, in to je to, ne. Meni se zdi, da velik rekreativcem, vse najbrž bojo jezni zdaj name, kar bom rekel, ampak ni problem dati 10 000 € za kolo, Ker te pa kdo vpraša, koliko pa ti računaš za športno masažo, pa rečem 50 €, sorry, to je pa preveč, Ja, stari, sej boš ti boljši zaradi tega, tako da jaz bi priporočal masažo vsaj enkrat na mesec, pa ne rekreativcem, samo rekreativcem, rekreativnim kolesarjem, športnikom, vsem, če ne drugega, se greš malo sprostiti, si sprostiš telo, glavo, daš malo na off. Če pa to pač ne greš na masažo, potem pa ne vem, obstajajo kompresijski škornji, valjčki, pištole, da se lahko sam s pištolo zmasiraš. Tako da imaš toliko veliko pripomočkov, ki si lahko načeloma pomagaš, da ni nujno, da pač greš glih na masažo. Če nimaš časa, nimaš denarja, ali imaš denar, pa ga nočeš dati za to, tako da, ne vem, neka dobra pištolca, da ne bom zdaj reklame delal, je tam dobrih 100 €, valjček je 20, kompresijski škornji pa, ne vem, ti tam na temuju glih, jaz to ne bi kupoval, če pač jih kupaš pač orang zadevo, je, ne vem, 600-700 € se jih že dobi, ne. Ne, rečemo Jerry, takrat, ko je bil še Shimano Argos, ko je še za kitla masiral, je meni takrat rekel, jaz sem vsem svetoval valjčke in zdaj jih vsi pač kolesarji so jih začeli kao nositi, takrat, ko ni pač čas, ko nimajo maserja v kaj. In jaz sem se takrat, rečemo, še kar dosta se vozil. In sem se začel s temi valjčki masirati in je pač če nimaš, ali pa rečemo, jaz sem skozi hodil v Jerryju na masažo, njega ni bilo, ne. In pa sem rekel, zdaj bom pa s tem, pa s Compexom sem še takrat, pa sem imel polno nekih aparatur, ampak to ti vzame tako. Če gledaš, da imaš šiht, pol pa, da greš še neki ješ,
pa da greš še trening narediti, pa da se še zmasiraš, pa rečemo, jaz sem še kompleks. To pač tako, si ne predstavlja, da imaš pol še familijo, pa že, a veš, to in je pol full-time job, praktično vsaka minuta poleg familije gre v tone. Ja, to je res, sam imaš pa pol kom na stravi, ne? Ja. Ne, mislim, sej, se mi zdi, da pri rekreativnih kolesarjih, da se najbolj se poznajo, koliko si ti lahko spočit, pa koliko si regeneriran. Ja, seveda, ker v bistvu počitek je tudi del treninga, ne? A veš, definitivno dobro, zdaj, če se ti, ne vem, pripravljaš za neko rekreativno dirko ali pa, ne vem, za Franjo recimo, ne, moraš tudi del treninga nameniti počitku, a ne? Ja. To je regeneracija, če ti ne boš dovolj spočit, boš naslednji dan manj zmožen, a ne, se to je čist kmečka logika, ne. Ja. Kaj pa, se pravi, kolesarji pa Runo X uporabljajo tudi kakšne te pametne ure za pestance, pa da s tem kaj merijo, Ja, koliko spijo, ja. kakšne take stvari. Ja. To da se dosti uporablja? Ja. Sploh recimo na višini, ne, kaj je srčen utrip je višji, se pravi, saturacija je nižja, ne, kisik v krvi se ti pomanjša, to vse, v bistvu te stvari se vse beležijo in si zapisujejo. Jaz zdaj ne vem, kaj to potem naši trenerji s tem počnejo, ne, ampak je pač velik pokazatelj tvoje pripravljenosti, definitivno. Koliko pa, ne vem, se mogoče ti sploh nimaš podatka, ampak koliko pa ponavadi spijo čez noč? Ja, načeloma, zdaj, če govoriva o višini, na začetku je pač spanc itak otežen, a ne, se pravi, tudi veliko moraš hidrirati, ne, se pravi, ker zgubljaš več vode kot na normalni nadmorski višini. Fantje spijo, ne vem, 8 do 10 ur, no. 8 do 10 ur. Meni je kdaj že kar težko toliko spati. Ja, ampak jaz mislim, da oni samo to delajo, a veš, oni samo to delajo, oni nimajo nobene druge skrbi, a ne, se pravi, on gre na kolo, njemu edina skrb, da trenira. Za jest ima, operemo mu, v bistvu je vse... Dojenček. No ja, kakšni so res, ja. Kakšni so res, ampak načeloma pol po treningu tudi kakšna siestica, ne, 45 minut, tudi kakšen zaspi, ampak ja, nam je to recimo preveč, ne, 10 ur spanca, ampak mi nismo profesionalni športniki, ne. Ja, valjda, telo, če je utrujen, pol si vzame... Niti nimaš časa toliko spati, ne, a veš. A si se že soočil kdaj s kakšno težavo, rečemo, ko si koga masiral, ne vem, da ga je neki bolel, da je bil zategnen, pa je konstantno zategnen, pa se ni dalo rešiti, ali pa da se je težko rešil. A si imel kdaj kakšen tak primer? Pa ja, pa saj to se kar dogaja, no. Zato pa imamo mi pač fizioterapeute, osteopate, da načeloma take primere pač oni rešujejo. Mi v bistvu masiramo, samo masiramo. Drugače so pa skozi problemi pač v križu, a ne, se pravi, spodnji del hrbta je vedno, mogoče na začetku sezone niti ne, zaradi tega, ker fantje pridejo iz zimskega treninga, fitness pa to, ne, in imajo mišice še malo jačane, potem pa mislim, da gre bolj proti koncu sezone, zdaj bolj, ko gre proti koncu sezone, po mojem manj v fitness hodijo, ne, kar je tudi logično, in se pol v bistvu bolečine bolj spodnji del hrbta, vrat, a ne, sej pač klasične. Okay, se pravi, nimamo samo rekreativci težav, s tem imajo tudi profi. Ja. Okay. Ne, kaj jaz sem glih lansko let sem ful treniral v fitnessu.
je bilo vse top, držal sem imel boljšo, ni. Se mi zdi, da mi je fitness popravil polhane stvari. Pa sem začel se pa s kolesom voziti in tako sem rekel, ne bom zdaj hodil v fitness. In cel poletje od aprila do, konec septembra nisem imel niti enkrat v fitnessu. Jaz sem toliko polomljen, da zdaj sem spet začel hoditi in po, 2-3 mesecih zdaj, ko hodim, se mi zdaj počasi začel kazati, da se mi izboljšujejo določene stvari, tudi lažje spim, ker že spati nisem mogel, ker sem se mogel prav v določen položaj iti, ker sem spal, ker me je v spodnjem delu hrbta, pa cela leva stran me je mravlinčila, pa je skupaj, kva se zdaj dogaja. Vem, o čem govoriš. Okay. Vem, o čem govoriš. Jaz sem tudi, kje smo že bili z našim doktorjem, sva šla v fitness, mi je pokazal malo vaj, seveda z doktor Knapom, doktor Knap z reprezentanco smo bili na svetovnem prvenstvu, sva šla en dan v fitness dol, mi je pokazal malo vaj, pa jih nisem mogel narediti zaradi tega, ker je pač moj hrbet toliko bil zategnen. In enostavno nisem mogel pravilnega počepa narediti, nisem mogel pravilno hrbta v bistvu sločiti, ker sem uteži dvigoval in tako naprej. Ne. Tako da vem, o čem govoriš. Ker je ful zanimiv, ker glih, rečemo, ko sem začel določene vaje, ker sem jih lan delal brez težav, tudi tu kaj imaš roller, veš, kaj greš na tleh. Ja. To jaz pridem, če sem ga prej naredil, skoraj da sem bil čist raven, zdaj ga naredim do takole, pa me že hrbet mi naredi ta pukal, ni več raven. Ja. In bi se s fitnessom se da res veliko se da narediti. Ja, samo pač, da se pravilno dela, da so vaje pravilno izvedene. Ne. Ja. Zdaj, če nekaj na pol delaš, pa se nekaj dviguješ, pa je to bolj brez veze. Ne, moraš pravilno moraš vedeti, kaj delaš. Ja. A pa kakšni, rečemo, se pravi, kolesarji v začetku sezone še dosti hodijo v fitness, kaj pa če dali manj? Ali? Jaz mislim med etapnim dirkam, pa to itak ni časa. Okay. Ampak vem, naši kolesarji so zdaj veliko v fitnessu. Se pravi, po kolesu se gre v fitness, delajo določene vaje za moč. Kako pa pol polet, pa mislim, da se to bolj konča. Zdaj se pač baza dela. Zdaj se baza dela in je pa tudi več časa imajo. To je definitivno. Daj mi povej, tale žval v vaši ekipi Johannesen, on je bil, a ti si šel čez to njegovo transformacijo? Misliš Abrahamsen? No, Abrahamsen. Ja. Ne, on je že, ko sem jaz prišel v ekipo, je on že bil majčkan 10 kil več. Okay. Ja. Sem pač poznam zgodbo njegova, seveda. Zanimiv fant je on, ja. Zelo zanimiv. On je tak, da gre z glavo skozi to. Ja, v bistvu doskrat. Ja, doskrat. Samo rad. Ja. Doskrat ne posluša navodil. Okay. Tudi vem, zdaj sem bil na višini z njegovim trenerjem. Imata doskrat, ne da se sporečeta, ampak je poseben fant, ki moraš pa z njim drugače delati, kot z vsemi ostalimi, tako bom rekel. Drugače, ja, žival, to je, ko gre na trening, ne da smene, on je skozi odspred, on skozi vleče, se pravi, fantje se zraven menajo, on pa skozi vleče. Tako da, ja, je priden, ful priden. Mogoče kdaj še malo preveč, zato pa so problemi s trenerjem, ker pač ne uboga navodila, ampak doskrat pač naredi kaj po svoje. Prav bi sreče več naredil. Tako, ampak mogoče je pa glih zaradi tega toliko dober.
Ja. Ja, mogoče so določene izjeme, ki potrjujejo pravilo, da njim pač to ustreza, večina bi bila pa lahko preveč zmatrana. Tako, ja. Tako. Pač, če si skozi v 110%, pol, kje si už spočil, pa da boš lahko napredoval. Ja. Ampak ja, zgleda njemu to ustreza. Ja. Njemu to ustreza. A pa ne vem, ko masiraš kakšne take, ko on že na TV-ju, pač on zgleda res tako pošast. A je težji masirati tako žival, kakor pa nekoga, ki je malo bolj suh? Dobro, težji v smislu, da je pač več za zmasirati. Ja. Ja, itak da je razlika, ne vem, če se masira njega ali pa Tobiasa, Johannesena, te fante za klanc. Seveda, tisti imajo, ne vem, 60 kg, on jih ima 85, ne? Pa 80 recimo, ja. In je malo težji za pritisniti, fizično je težji, ja, definitivno. Tako, kdaj, ki se pogovarjate, si že, ne vem, so ti pokazali, pa se pogovarjali kaj v kakšnih cifrah, ne vem, vatov, kakšne dosežejo, pa pol, ne vem, ti, če kdaj pri sebi razmišljaš, tako, ko rečemo, ti pritiskaš, pa ti tam pokaže neko številko. Ja, itak. Si rečeš, ok. A ne, s tem, da, ne vem, dvakrat več obrne, recimo, kaj jaz, pa 20 kg ima manj, kaj jaz. Tako da to je dostikrat mi je res tako fascinantno, kakšne cifre to fantje obračajo, ampak po drugi strani pa saj so profesionalci, jaz pač sem rekreativc, ki naredim, ne vem, 2000 km mogoče na let, 20 kg preveč in itak se ne moramo primerjati, veš. Preden sem začela, si že omenil, da je že polhanje enih Slovencev po teh profi ekipah. Ti sploh kdaj imaš toliko časa, da se še s kom kaj, ne vem, da kakšno rečete, sploh na kakšnih teh daljših dirkah, ali je toliko hektičen tempo, da v bistvu se niti ne morete kaj preveč družiti med sabo ali pa kakorkoli? Ja, če smo glih v istem hotelu, da si delimo hotel, ki ponovadi, ne vem, sta 2 do 3 ekipe, maksimalno v enem hotelu, potem zvečer se usedemo, gremo na pivo, spijemo, ne vem, kavico mogoče zjutraj. Drugače pa, če pa nismo v istih hotelih, je pa nimaš časa, enostavno ni časa. Ok, recimo, ko smo na klasikah, so v bistvu vse ekipe pač imajo neko bazo, je to vse recimo v radiusu, ne vem, 1 ure mogoče, pa si pol kdaj vzameš čas, ok, dej, pridem jaz k tebi ali pa pridi k meni, pa se usedemo, pa malo pogovorimo. Drugače pa načeloma ni časa, itak Tour de France, ne vem, etapne dirke, hotel za hotelom, bam, vsak dan jovo na novo. Tako da, če si delimo hotel, seveda, pa če se srečamo na štartu, se pravi, ko pridemo z avtobusi na štart. Kaj še nekaj časa? Ja, ponovadi, ne vem, vsaj uro pa pol prej smo mi na štartu, ali pa odvisen tudi, da imaš predstavitev ekipe, tako da daj tudi, ne vem, smo že 2 uri pred štartom na štartu, čakamo, potem se pa pač tam najdemo, malo podebatiramo in se podružimo. A je kjera dirka ali pa tako, si imel kakšen moment, ki je šlo vse narobe? Rečemo, ali da ste zamudili, da so, ne vem, da kaj ni bilo tako narejen, kakor bi mogli biti. A se kdaj zgodi, da je tako, da ne teče vse po planu, ali ste že toliko zverzirani, da je vse zrihtan, tako kot mora biti? Gruntam se probam spomniti kakšne take situacije. Z Uno X-om kdaj, ne vem, mogoče, da zamešaš kakšen bidon za štart ali pa, ne vem, imaš kakšnega kolesarja, ki si 5 minut pred štartom premislil, kaj bi pil. To so mogoče take najbolj stresne situacije. Kaj pa mogoče ena taka neprijetna zate, da pa, ne vem, masiraš kolesarja, ki je čist razp po dirki,
pa tam, ne vem, se še kaj na te napol, da spravlja ali tako tega niti ne. Na masažni mizi, zdaj, ko fantje k meni pridejo, noben ne pride jezen. A ne? Je pa doskrat ne vem, glih primer, recimo zdajle kje smo bili, na eni dirki, sej nima veze, smo imeli plan na ukrepni postaji, da pač damo muzete, ne vrečke, ampak v tistem trenutku je začel leteti in fantje niso mogli vzeti vrečke, a ne. In je pol, en se je malo zadrl, a ne, malo grdo besedo, a ne, ker je pač ostal brez bidona, ne vem, ko pa 70 na uro preletijo, pa ti ne moreš vrečke vzeti, a ne, saj je logično. Ampak se je prišel pol upravičati, ne. Po dirki pride, a ne, ko niso več vroče glave, se pač pride upravičati, saj nisem tako mislil. Jaz ne vzamem to osebno, a ne. Jaz razumem, približno razumem, kako je, ko si ti v filtru, a ne. Je pa lepo, da se je prišel upravičati, no. Tako da, ne vem, mogoče najbolj stresna situacija na dirki je najdete ukrepno postajo, se pravi, dobro, zdaj imamo itak VeloViewer, je noter označen, klikneš, te Google Maps pelje tja, ampak kdaj pa recimo, ne vem, te policaji ne spustijo na cesto, potem si majčken živčen, kam moraš, ne vem, prositi, se pogovarjati, zdaj sem se pač naučil, navadil, da če se kregaš, je še slabš, a ne, ko imaš pač kakšne, ko se začnejo kregati pa prepirati s policistom. Lej, prosim, gospod, a bi se dal, dajte poklicati, mi smo na dirki, pač, a ne, da si lepo vljuden, ker lepa beseda, lepo mesto najde, ne. Ja, mislim. Načeloma. Se mi zdi, da je težko si predstavljam, če bo začel se pizditi nad policajem, da bo pa Unka rekel, se upravičujem, si kar pejte. Sej mogoče, s policajem ne, ampak kakšni varnostniki, redarji, ne, jih je veliko, sploh recimo v Belgiji, ne, jih je veliko, ki so pač oni šerifi tistega križišča in jaz te ne bom spustil. Tako da s takimi, z varnostniki v bistvu največkrat je z njimi nastane prepir. Ampak saj se da vse rešiti, no. Saj se da vse rešiti. A veš, ne vem, včasih, jaz se še spomnim, ko sem, ne vem, v Rogu bil ali pa, ne vem, Swiss Academy, ko smo to iz ene ukrepne na drugo, pa gas do konca, pa, a ne, v smrt. Hvala Bogu se nobenemu nič ni naredila, ne. Zdaj pa, mogoče sem tudi malo osebnostno dozoril, da lepo po omejitvah, pa če ne bojo fantje bidona dobili, bojo pa na naslednji, a ne. Saj imamo na 15 kilometrov, imamo ukrepne postaje, vzadi imajo vedno avto, grejo lahko iskat. Jaz pa težko svoje, pa še ne vem, od kolega življenje recimo riskiram, zato da bom na koncu samo en bidon dal, ali pa še to ne. Tako, ne vem, na Eurošportu je bila, mislim, da od Škode reklama ene par let nazaj, ki so pokazali prav vse te, ki so se z avti zaleteli ali ob ograjo ali kukarkoli. Koliko se tega dogaja, ne vem, vaši avti na koncu sezone, je vsak mal pofavljan ali je tega manj, ker se mi zdi, da tudi koliko vozijo, ne. Pač športni direktor tam je za volanom, bidone daje, gleda naprej, si pač tudi tako na cest, polhanje unih navijačev in kdaj meni tako, ko gledam derke, se mi že meni zdi hektično, ko je pa lunmo v avtu tam, po moje sam piči, pa misle se bojo tako odmaknili. Ja, sej tako je. Tako je, tako da, ko to gledaš, je v bistvu še dosti malo nesreč, ne. No, se to, na to sem namigoval. Pač med dirko, ne, ampak jaz mislim, nekaj avtomobilov je pobutanih, a ne, obuškanih, to itak, glede na to, da veš, koliko to različnih ljudi voz te avtomobile, a ne. Ne vem, naš vozni park je, ne vem, koliko imamo, 15-20 osebnih avtomobilov, ne vem,
5-6 kombijev, 3-4 avtobuse, 6 tovornjakov, a veš, to je 100 ljudi v ekipi, maserji, mehaniki in na vsako dirko drug človek pele avto, tovornjak, tako naprej. Ne. Tako da itak, da se zgodi, se mi pa zdi, no, da moram potrkati, no, da ni kakšne take, do zdaj noben od nas ni imel neke hude nesreče, da bi, ne vem, razbil avto ali karkoli. Tako da hvala Bogu, zaenkrat je v redu. Glede na to, koliko kilometrov mi naredimo, ne, čez leto, a veš, ti prevozaš, težko zdaj rečem koliko kilometrov, ampak recimo Evropo po dolgem in počesno. Celo Evropo v bistvu prevozaš v enem letu, ker moraš ti pač avtomobile pa vso ves transport, ki ga imaš, je pač treba spraviti na dirko. Ja, se glih zdaj, sem poslušal en podcast, so rekli, da je od ekipe strošek sam za benzin, zdaj ne vem, so kleče cestnine pa to noter, da je lahko več milijonov na let samo za benzin, cestnine, pa to po večini tak sam po Evropi. Ne. Ja. Tako da, to a veš, ti da spravaš, se pravi, ne vem, dirko po Algarve, ne, na Portugalskem je, se pravi, od našega servis kursa v Belgiji 2000 kilometrov. Zdaj pa ti moraš tja spraviti avtobus, ti moraš tja spraviti tovornjak, ti moraš tja spraviti vsaj 4 avtomobile. Pa to je ena dirka. A ne? Pa še tam se moraš voziti. Potem si tam cel teden, pa moraš pa to načeloma še nazaj spraviti. A ne? Ampak okej, pač imamo logistik menedžerje, ki probajo potem take stvari, recimo, ne vem, da potem vsaj avtobus, pa ne vem, 3 avtomobile pustiš, ne vem, v Barceloni za 3-4 dni ali pa za en teden, a ne, da ne rabiš v Belgijo voziti, če imaš pol dirko v Španiji, recimo, ne. Tako da probaš to nekako malo skombinirati, ampak tovornjak mora iti pa nazaj, ne. Tovornjak mora iti po servis kurs, zaradi tega, ker je treba kolesa zamenjati, ker so na dirki, recimo v Španiji, drugi kolesarji, a ne? Ok, greva zdaj prešaltati malo še na tebe. Ti zdaj si, se pravi, koliko 5-6 let si že pri Uno X-u, prej si bil že tako pri drugih ekipah. Koliko časa pa misliš, ne vem, da boš še lahko kot maser, mislim, si želiš to delati, ne vem, še naslednjih 15-20 let, bi rad, ne vem, v Sloveniji kaj zaštartil, ne vem, masažen salon, kukarkoli, tako, kot si že omenil prej, ne, si počas, ne da si naveličan, ampak če dali bolj vsak let bi vstal doma. Ja, to je v bistvu ful nehvaležno vprašanje, ne, ke nikoli ne veš, kam te življenje pripelje, a ne. Je pa res, no, jaz sem glih zdaj masažen salon odprl. Masažni salon imam v Kranju, svoj salon. Tako da gre v to smer, da bi manj dni bil odsoten, pa več bil, se pravi, v Sloveniji, ne. Ja, masažen salon, v Kranju sem odprl glih en mesec nazaj, tako da je to zdaj zadeva čisto na sveže, in gre v to smer, ja, da bi probal dneve zmanjšati, seveda bi ostal še vedno rad v kolesarstvu, ne, ker je to moj šport, ampak 150 dni na leto je kar veliko, no. Je kar veliko biti od doma. Ja, si ne znam predstavljati. Ja. Veliko ljudi si ne zna tega predstavljati. Preden sem jaz začel to delati, si tudi nisem predstavljal, da bi pač toliko bil odsoten, ne. Ampak... A imaš tudi kakšne otroke? Ja, imam 2 hčerki, ena že gimnazijka, ta druga je 9. razred, tako da so v bistvu 14, 16, 17 bo ta starejša. Tudi zaradi njih, ne, sej tudi zaradi njih dveh, pa žena, valjda, ne, zaradi njih tudi, da ne bo huda name.
veš, veliko stvari zamudiš, ne vem, veliko rojstnih dni, zamudiš veliko družinskih piknikov, zamudiš marsikaj, ne, kar se čez let dogaja. Probam si urnik sestavljati oziroma prosim, a ne, za kakšne določene datume, da bi bil doma, ampak za vse pač ne morem biti, ne. Tako da to je treba pol vzeti v zakup, pa na koncu črto potegniti, pa predvsem kaj ti več pomeni, ne. Ja, mislim pa sej, načeloma se mi zdi, da vsi vemo, da ti več pomeni, da si s familijo, sam kruh je pa tudi treba zaslužiti, ne. Zdaj, Ja. Saj to je tisto, ne, da mogoče se da tudi zaslužiti, če si doma, a ne. Je pa težko, no, je pa težko definitivno ta odsotnost, ja. Mislim, si predstavljam, sploh, ko imaš hčerki, vem, kako je pri meni, ko imam isto tam malo in to, ja, že težko je razložiti kaj. Ja, a veš, se rečejo, se pravi, ja, se otroci navadijo, a ne. Ja, itak, da se navadijo, se vsi navadimo, a ne, ampak te stvari ostanejo, ne, te stvari njim ostanejo, da tebe ni bilo, ne vem, ne vem, na Birmi, da tebe ni bilo, ne vem, kaj je dedi povabil na piknik vse, a ne, ne vem, tebe pa ni bilo, ne vem, ko sem 9. rojstni dan praznovala, se spomnim, a ne, jaz sem bila tam pa tam, tebe pa ni bilo, a ne, a veš, take stvari, ko pol za nazaj pogledaš, pa si rečeš, a je vreden, a ne, ker zaradi tega, ker recimo, sej bom rekel, da smo dobro plačani, a ne? Ampak ni pa to zdaj, nismo pa toliko plačani, recimo, da rečeš, ok, lej, 5-7 let tole pregriznem, preguram, pa imam pa za 10 let dost, a ne? Ni, ne, ni. Toliko ni. Ne, sej, rečemo, da približno vemo, v kakšnih številkah se pogovarjava in definitivno ni zato, da boš ti zdaj pa 10 let ležal na kavču pa razmišljal, kaj bi pa naprej delal. Ja. Kako, mogoče še ena tehnična, a se, to je ful neumno vprašanje zdaj, a se ful razlikuje noge, rečemo, profi kolesarja ali pa mišice profi nekega profesionalnega športnika z nekom, ki je, ne vem, za računalnikom cele dneve, pa se pride enkrat na mesec k tebi zmasirati. Koga je lažje spraviti v red? Ja, veš kako, meni je v bistvu, ko dobim enega, ne vem, računalničarja, ki je pač mišica ni oblikovana, ne, ki je navadna mišica zategnjena, je meni to kar izziv. Mogoče ne izziv, ampak mi je dobro to masirati zaradi tega, ker vem, da bo mišica slej ko prej spustila, a ne, ker pač ni natreniran, pride na masažo, zmasiraš in on bo ful dober naslednji dan, a ne, on se bo ful dobro počutil, zaradi tega, ker si ti dejansko nekaj mu naredil, a ne. Pri profesionalnem športniku on je pa v bistvu prvo kot prvo je mišica oblikovana, a ne, je grajena, narejena, kako bi rekel, njega je pa težje v bistvu spraviti v red, zaradi tega, ker je bolj utrujena, no, tako bom rekel. Bolj je utrujena mišica in je, da črto potegnem, lažje mi je masirati nekega računalničarja, težje je pa spraviti v red profesionalnega športnika, tako. Okay. Rekel si, da imaš salon v Kranju, kako se pa imenuje? RB športne masaže. Hashtag RB športne masaže. Ja.
A to imaš tudi kakšno spletno stran, kako te najdejo? Najdejo me lahko na Instagramu. Okay. Sem naredil Instagram prav za ta namen. Spletne strani zaenkrat še nimam. Je pa salon lepo narejen, prijetno, toplo, tako da Predvidevam, vsi vabljeni. Okay, kje, a to imaš v centru Kranja? V centru Kranja na Blajvajsovi 2, to je nasproti policije oziroma pač nasproti banke. Mislim, da je Kino Storžič bil tam noter, taka velika bela stavba obnovljena, prvo nadstropje. Bomo dali še v opis, tako da tisti, ki ste iz Kranja oziroma okolice, hočete iti k Roku na masažo. Tudi z Ljubljane jemljemo. No, sej iz kjerkoli, če te hoteli. Je v redu, mi da so prke konca, a imaš še kakšno, ne vem, še kakšno zaključno misel, karkoli, da bi sem te pozabil vprašati, pa bi rad povedal. Ne, mislim, zaključne misli. Ostanite na kolesu, trenirite, maserite se, skrbite zase. To je to. Rok, ful, hvala, ki si prišel. Najna dobra urca pogovora, evo, je hitro stekla. Hvala tebi za povabilo. Sva se končno spoznala, no? Ja, sem vesel. Nič, evo, sončki, to je to, če imate kakršen koli vprašanje, lahko zapišete spodaj, pa bom jaz mogoče Roku rekel, pa bo on še komentiral kaj. Tako da nič, do naslednjič, uživite. Čau. To je to.